Dobro jutro, živjo. Kako ste vi? Ste v službi ali ste kaj v naravi ali ste na morju ali so vam dopustili malo odmora? Ja, dopuščajo vam enih 14 dni na leto, 21 pravzaprav, ne? Tisti, ki ste redno zaposleni. Tisti, ki smo pa SP bili ali smo, ne, je pa bolj zdaj, kakor si uspel šikant ljudem, pač se zmeniti, da nisi bil, da si vzel pač frej malo. Ja, to naše življenje od nas zahteva mičkeno več, kakor si vi mogoče zamišljate, a ne. Jaz mogoče hreščim jaz zdajle malo, upam, da ne, mičkeno tiše bom dal kljub vsemu, da ne bo se delala škoda. Jaz malo tehnologijo spreminjam zdaj, ko imam možnost, a ne, ker ste vi prispevali k meni, nam vsem, pravzaprav ljudem, ste prispevali, da se lahko majčkeno s tehnologijo poigravam. Vesel sem in hvaležen sem vam za to. Skratka, naše življenje od nas zahteva, da se popolnoma predamo. Popolnoma predamo, ja. Narcisi so rekli, da popolnoma se predaj službi, torej kdaj te bomo okupirali od 6:00, pa da ne bi 10 minut zamudil, ker boš pol, še te bomo cel dan prcali, pa cel teden, pa še na konec meseca dobiš odtrgancijo, a ne. In seveda, kdaj smo rekli, od 6 pa do 2. No ja, pol popoldne, pa ko boste doma, pa še malo razmišljate o službi, kako bi jutri rešili stvari še malo bolj. Da bo firma dela, a ne, da bo dobiček. Pem ti sunce, ne. Pa pa rekel, dobro, ok, zdaj pa imam pa vikend, bom pa jaz pa do konca se zabaval, ker to je to, vse, kar rabim v življenju, je treba do fula, a ne, do fula se imeti rad, do fula uživati, do fula narediti, speči čevape ali karkoli, pač skratka imeti se fajn. Sorry, mičkeno sem vam glasnost premaknil. Ok, sorry, mičkeno skus nekaj probavam, pa z baterijami nisem si še kupil te hude baterije, da bom zares. Skratka, ta do fula, kaj sem jaz hotel reči? Jaz sem tabornik bil, a ne, ful rad, pa bil sem najprej mulo, pa pol sem bil vodnik, pa pol sem bil bolničar, pa bil sem gospodar, pa bil sem taborovodja, pa ni, da ni, ker jaz sem pač rad v naravi in rad stvari pedenam. No in jaz tu sem v življenju zakuril kar nekaj ognjev. Mislim, ne piromanskih, ampak tako, zmer sem rad kuril, zmer sem rad s pipcem kaj naredil, zmer sem rad, z nožčkom sem kaj zrezlal, rad se špagami igram, rad probam kakšno vodo, ki odpeljati tam med kamenčki, pač nek večni otrok sem pogruntal, da v bistvu to je fora, da sem pač večni tabornik. No in tudi o kekcu se dostikrat pogovarjamo, ne. Se pravi, ta kekčeva zgodba, pač kekec ni bil zdaj diplomirani univerzitetni, duhovni Masaj Baba ali kaj že, Saj Baba, jaz ne vem, kaj so že bili ti mojstri. On je pač bil v življenju predan in je živel. No in evo, jaz sem našel neko mešanico tabornika in kekca v svojem življenju in za to sceno sem dal popolno predanost, ali pa če rečemo v jeziku pokra, temu se reče all in. Ja? All in pomeni, da boš dal na mizo čisto vse žetone, oziroma ves denar, ki si ga priigral do zdaj, in boš ali zmagal, boš pobral vsem žetone, ki so na mizi, ali pa boš izgubil popolnoma vse. Pokeraši poznajo to sceno in dajo all in takrat, ko so prepričani, da imajo najjače karte. Ampak pri pokru ne moreš biti prepričan, da imaš najjače karte, ne moreš biti prepričan, da imaš najmočnejše karte. Ne gre. V bistvu zmeraj malo riskiraš. Ampak kdor ne riskira, ne profitira. To se nisem jaz spomnil. Ja, zdaj odvisno, kaj hočeš v življenju, da se vrnem iz pokra nazaj v življenje, a ne. A hočeš stabilnost, a hočeš varnost. Stabilnost pomeni, kaj smo že rekli, od 6 do 2, pa da boste lahko kredit plačali, da boste v varni hiši, kjer prižgete
stekar, preteče ven voda in pa boste šli lahko kupiti skret papir in ga boste porabljali do nezavesti. V skrinjo boste dodali zmrznjen pasulj, da vam ne bo treba vsakič znova kuhati, in tako naprej. A ja, to je ta varnost. Zamenjava za? Za kaj že? Za life. Zamenjava za življenje tako, kot ga imate radi. Pa da se vrnem nazaj v tega taborniškega kekta Turšiča, ubrisanega blesovca, luzerja, nesposobnega. Moram podražiti, ker me tako radi me zmerjali, so me zmerjali, mislim ponižvali, to ni zmerjanje, to je poniževanje, nižanje samozavesti oziroma dvom sam vase. Zato pravim, dajte ne dovolj, da drugi govorijo, kdo ste, verjemite, kdo ste, No in ta all-in sem jaz vložil, zato zamenjal sem varnost za življenje. Spravil sem se v način življenja, ki meni osebno najbolj leži, najbolj odgovarja in me najbolj izpopolnjuje, razveseljuje in življenje je igra. Ampak ni voda samoumevna stvar. Ves čas je treba varčevati z njo. Ni elektrika samoumevna stvar, ker če se nisi baterija nafilal, pol ni nič. Pa saj jo ne rabiš, ker imamo sveče. Pa saj tudi sveč ne rabiš, ker se oči navadijo delati brez tega. Ni zdaj štacuna za vsakim vogalom, ker prva štacuna je nekaj kilometrov stran, tako da razmisliš, kaj boš prinesel nazaj. Mnogo stvari se da kupiti pri kmetih, hvala lepa. Mnogo stvari se da predelati, tudi to, vendar je treba za stvari skrbeti, Življenje je blazno enostavna stvar. Da se vrnem nazaj na vašo varnost in na vašo skrinjo in na vaš pasulj v skrinji. Pa ne vaš, tako sem jaz počel v mojem varnem okolju, v hiši, ki jo je zapustila moja babica tistim, ki jo bodo potrebovali, pa sem jo jaz uporabljal. Ampak nisem noter našel neke strašnega miru, nekako vse sort se je življenje me peljalo, želim vam enkrat razjasniti to štorijo, ali pa če jo ne, pa si jo želim, da boste razumeli, kaj pomeni all in, pa zakaj all in človek da. Jaz sem zamenjal to varnost na tisti do pasulja se moram vrniti, ja. Jaz sem ga skuhal 8 porcij, mislim, kilo fižola, pa pol je ratalo 8 porcij. In jaz sem to dal v skrinjo, tako se mi je zdelo logično, da se ne bo pokvaril. Sam nisem jaz vedel, da lahko pasulj daš tudi v kozarce. Pa pol, če zmanjka elektrike, ti pasulj še zmeraj imaš. Ko daš marmelado v kozarce, daš pa še pasulj. In kuhan fižol, in kuhan grah. In ričet, in kolerabo. Kar češ, in kislo zelje kuhano. In tako bom počel zdaj, ker nimam skrinje. Nimam niti mrzle, imamo neko luknjo, kjer se ohledijo stvari, ampak ko se navadiš, ugotoviš, da skrinja je ena velika prevara. Zakaj sem prišel do skrinje? Ker sem zadnjič šel za 2 dni in sem prišel nazaj domov in so bile obe skrinje, pač pod hladilnikom in zamrzovalna skrinja, iz obeh se je pocedila vodica in gotova maša, miško. Vse pravi, vse, kar je bilo v skrinji, nimam več. Super, bož, da sploh ne bi imel. Pa hvala Bogu, nisem imel ful nalovdane, ni nič strašnega, pravzaprav neke stare stvari so se tam valale. Nekako, ko človek gre na področje, kjer elektrike ni, začneš drugače shranjevati stvari, več se poslužuješ sušenja, več se poslužuješ konzerviranja, več se poslužuješ, bom rekel, predelave hrane, recimo česen ali pa recimo čebula, vse lahko ti popražiš, pa praženo shraniš, oziroma cvreš, pa pocvrto shraniš za nekaj časa. Ogromno je stvari, ki se jih da porihtati, ampak to je moje življenje. Jaz sem dal all in. Kaj to pomeni? Da sem rekel all in, ne želim več varnosti, ne želim več elektrike 1000% imeti, ne želim več imeti vode in grem na novo, grem 10 korakov, 100 korakov nazaj od tega tehnološkega življenja. To so tudi pesmi Back to the Roots, nazaj k svojim koreninam. Nazaj v preteklost, nazaj v prihodnost je bila film
back to the future, nazaj v prihodnost, ker prihodnost naša sloni na tem, da gremo mi nazaj, na simplicity, na enostavnost, na to, da razumete, da življenje je Kekčeva pesem, ne pa univerzitetno znanje ulomkov, korenov in jaz ne vem, katerih bedarij, od katerih vi nimate nič, jaz pa tudi ne. Jaz ne vem, kakšna integral od limita, ki gre proti neskončnosti, če to pomnožim na konc z imaginarnim številom. Ja, katerikoli rezultat pomnožim z imaginarnim številom, je kar nekaj. Mislim, dajte razumeti, da nas je ta sistem učil čisto vse narobe. A si predstavljate, kako zvito je stvari napedenov, da je doktorje, se pravi, bom rekel nekoga, ki je naredil gimnazijo, pa je naredil medicinsko fakulteto in se je specializiral in rekel, grem virologijo, ta me res zanima. In oni so tega človeka prijeli in so ga učili o virologiji in virusih na tak način, da je ta človek bil strokovnjak za viruse. A virusi sploh ne obstajajo. A si vi morate predstavljati moč zablode, moč iluzije, ki jo je ta sistem gonil. A si vi morate predstavljati, da nas je nategnil, pa je rekel, morate nam dati 10%, je rekel vladar. So hrofat, ko prasca na takl, ne na kol. 10% pa je bil punt. Mi smo prileteli na 22%, pa še kar kuhane žabe. Če ne bi ta sistem crkval, pa dragi moji, pa oni bi nam vzeli 95%. Najrajši bi oni videli, da mi crknemo zlepa in sceleno z vseh strani, ker nas pač ne marajo. Oni so si zaželeli ta planet imeti. Oni so 12 nekih naselij, je bilo poseljenih z dušami, o lemurji govorim, 13 so pa oni zaselili ti reptili in so te 14-letne dušice gonili. Mi smo otroci in bodite otroci in otrok vloži vse, on dela, on je 100% pri stvari, on ta čas, ko se igra z nečem, on ne razmišlja o tem, kako bo opravil perilo, pa kdaj se je usral v plenico, niti ne razmišlja, ali je lačen, ali kaj bi jedel. On je 100% tle not. Mi pa ne. Vi pa likate, pa razmišljate, kako bom že kredit, joj, pa še te malo moram hlače zašiti, joj, pa še ovo, pa še ono. Ej, super je možgane uporabljati, the best, ampak o tem, da raziskujete, kdo ste vi, ker ko boste vi sebe sestavili, pol lahko sestavljate vi vse ljudi tega sveta. Zdaj bo izgledal, kot da se jaz hvalim, pa se ne. Jaz hočem biti sam dokaz, da kadar sam sebe sestaviš, lahko pomagaš tudi drugim razumeti. In ja, razumem večji del vseh težav, s katerimi se spopadate. Verjamem, da imate te težave v odnosih s partnerjem, s starši, z otroci, s šefom, z oblastjo, jaz ne vem, kom še vse. In ti odnosi so težka stvar, ker debelo gledate v svetu pa rečete, pa dobro, pa kdo je zdaj tle nor? Ja, tudi jaz sem šel čez te faze, pa nisem edini. In treba je prebiti, treba je zaupati sebi, verjeti, da imaš prav, da živiš v iluziji. Jaz vam to razlagam, živimo v iluziji, skinite se z tega. In meni ni noben tega rekel, jaz sem sam bral, iluzija je, kako je iluzija, vse je iluzija, kako vse, stari, ne more biti vse. Ja, je, čisto vse, prej sem vam rekel, virologija je iluzija, pa ni to edina veda, ki je iluzija. In ker tudi bančništvo je Ponzijeva shema, tako kot je zavarovalništvo Ponzijeva shema. Jaz sem vam že mogoče, spomnite, razlagal, mene varuje moja previdnost in moj angelski svet, ali pa dušni svet. Mene ne varuje zavarovalnica grave. Grave je grob. Jaz ne vem, kaj nam tukaj ni bilo jasno. Poigravajte se z besedami. Besede so ful, huda, močna stvar. V besedah je pravzaprav zapisano vse. Intimnost sem si shranil nekaj. Mislim, ful je teh stvari. Čakaj, zdaj se mi je glih kar ena gospodična poslala nekaj, ki moram jaz to pogledati, ker ona mi pa pošlje zelo dobre stvari, pa sem še včeraj rekel, da bom to kar probal prebrati.
Ampak tukaj, kjer sem, moj mobitelski provider nima dovolj signala, da bi stvari letele tako, kot so letele na varnem področju, a ne, tam v security mode. A veste, tisti, ki pri pokru daš, ja, plačam, zdaj se pa userjam, pa ne plačam več. Ampak dotlej si sem zgubil, nič nisi pridobil. Poker je tudi taka dobra primerjava življenja. Evo, ne dovoli mi telefon, pa pač ne bom, če mi ne dovoli telefon pokazati, pa ne bom. Saj sem si pa napisal. Evo, lejte, a sem vam že omenil, a ste že dobili informacijo, ljudje pridemo do enega preboja pri sebi na 3 različne načine. Ne, načinov je več, ampak 3 so pa generalni. Prebijete, ko imaš stvari dovolj. Ko je dost, je dost. In ko je dost, od dost, pol je pa pač dost. Dost pomeni, a veste, ko postavite mejo, ko rečete, stari, to si ti, ne? In nekdo pravi, a bi ti meni pomagal nekaj, pa rečeš, ja, okej, bom, a bi ti meni dal ne vem kaj, a bi ali boš prišel in pa rečeš, stari, ne bom. In pol reče, ja, pa če biš, veš kaj, ful imam težavo, pa bi, in rečeš, ne bom. In pol on reče, pa dej, pa ful nujno rabim, pa to, pa ful se mi mudi, pa veš, saj ti bom, ne vem kaj. In pol ti rečeš, okej, pa ne ti bo. In to mejo malo premakne. In ker je ugotovil, da jo lahko premakne, tako kot otrok, pol on proba še. A bi ti mogoče jutri imel čas, ker jaz bi ful nekaj rabila, pa in ti rečeš, ajde, ne ti bo. In jo premakne mejo še malo. Ja? In na koncu ugotoviš, da ta model je odšutil, od tega nimaš nič, mejo imaš pa premakneno. Ko boste vi ugotovili, da je dost, je dost in ne premakne se več. In ta dost je dosežen na skrajni točki, na all in. All in, skrajna točka razočaranja. Skrajna točka razočaranja, spoznanja, jeze ali strahu. Se pravi, ta svet bo doživel šok terapijo. Mislim, jaz sem doživel svoj preboj skozi jezo. Mene je ta svet razjezil. Razjezil me je do bolanga. Tako me je razjezil, da sem rekel, zdaj vam pa bom jaz potrgal ne vem katere ude. Ne? Ampak sem tudi raziskoval, jaz sem našel podrte fabrike, pa podrte, ne podrte, zaprte. V zaprtih fabrikah pa kao ne smeš noter, ker kao ful se še nekaj dela, pa sem šel kar noter. Piše ne smeš, pa sem šel. Zato, ker če sistem reče, da ne smeš, pol greš. In sem našel stvari, ki jih ne bi smel. Jaz sem videl tam tudi nekaj ljudi. In te ljudi sem jaz videl čez 15, oziroma čez 15 minut, čez pol ure na policijski postaji, ampak ne pa rokenčku, na dvorišču se policaj pa ona pogovarjata. Ja, dragi moji, sem videl take stvari, ki jih ne bi smel videti. Sam mi niso nič mogli, ker ni bilo pa uradno. Jaz sem videl stvari, ki niso bile v redu. Ampak, okej, mene je sistem razjezil. Nekoga bo razžalostil. Najbrž velik del od vas. Nekatere pa bo sistem pripeljal do končnega smrtnega strahu. Tam, ko se srečaš face to face, ali umrem, ali grem naprej. Ja, zato pa postavljajo kontejnerje, zato pa vam pravijo, da bodo jesen vse obvezno cepili, zato pa pravijo, da ne bo elektrike, pa zato pa pravijo, da ne bo hrane, pa zato pravijo, da ne bo nafte, skratka, da vas bo strah še bolj, kot vas je strah, pa da bodo po vas plezali neki morgeloni in boste vi porikali do konca. Okej, bodimo iskreni, se dogajajo čudne smrti, čudne poškodbe, seveda po cepivih, ker so ljudje naivno verjeli, da je prav, če ubogajo sistem. Jaz sem milijonkrat ponovil, če ne bi bilo nas, ki ne ubogamo na vsak ukaz, bi nas že davnej bil odnesel plas. Pa to ni moje, to je Kajuhova pogruntavščina. In prav je imel. Upirati se je treba, sistem ni tvoj prijatelj. Vladar nikoli ni bil tvoj friend, on je bil zmeri izkoriščevalski in v bistvu tvoj nasprotnik.
Zdaj pa, koliko si vi upate zoperstaviti sistemu. Včasih se nisi smel zoperstaviti, ker je bil sistem vedno močnejši in te je zmeri šicnil. Ne, to mene so recimo dali v zapor, kakšnega so dali na psihiatrijo, ali pa ti vzamejo službo, ali pa ti vzamejo izpit, ali pa ti vzamejo, izpit ti vzamejo na bedarijo, ne, veš, ali pa ti vzamejo cash, pač tako, da ti trgajo, no, dobiš izvršbo in dobiš plačo in po izplači ni nič več. Tam, ti si cel mesec delo, pa ni tvoje. Enostavno, oni so nas hteli pobiti, pobiti ne fizično, ampak v mizerijo spraviti, da ti se zlepa ne pobereš, veš, iz zapora ti se čas ne pobereš. Najhujše, ko ugotoviš sploh, kdo te je kaj noč spravil, ne, pa rečeš, tako grejo te igre. Ampak, ni panike, potrebno je odpustiti, ker mi ne bomo nič rešili, ne z zamerami, ne z maščevanjem, ne z jezo ali karkoli. Treba je stvarem biti pravzaprav hvaležen, ker če ne bi bil porinjen do tiste točke, ne bi prišel do točke spoznanja. Ko pa priješ do točke spoznanja, pa rečeš, tako je to. In ta točka spoznanja ti da nov zagon za nove točke, ki jih iz spodnjega dela tudi sanje se ti ne da obstajajo. Jaz to njih razlagam, pa nisem edini. Jaz samo povzemam, kaj so drugi razlagali, pa kako sem jaz to razumel. In ta spoznanja boste mogli iti tja. Zdaj še enkrat sem vrnil, ljudje hočejo dokaz. Stari, gre za to, da stvari vidiš informacijo, pa ne si bo iz uradnega medija, pa pol dobiš še drugo, pa še tretjo, pa še četrto. In na osnovi 4-5 informacij ti narediš, zdaj, če govorimo o istem dogodku, pol ni prav. Ti moraš razumeti, če bi ta sistem imel moč, potem bi nas pocepil vse, pa nas ni. Zakaj pa ne? Ker ta sistem kriči, da je Putin genocidnik. Ampak, če sistem govori proti Putinu, pa mogoče pa Putin ni genocidnik, glede na to, da je ta sistem glih na robe obrnen. Glih na glavo je ta svet obrnil, ta drakonsko-reptilski narcistični sistem, izhaja iz drakonov, iz Lemurja nazaj, daleč. In najbolj bistveno je, da v bistvu razumeš, da stvar propada. Kako pripada, pa Putin je pa grd, pa Trump tudi. Ni res, ker če bi bila Trump pa Putin res grda, pa da bi sistem imel moč, potem bi nas sistem popičil vse. Pobil v Auschwitz bi nas speljal. Ker to, kjer smo zdaj, je druga svetovna vojna, Auschwitz krat milijardo. Res, oni so sem potencirali, ker so ugotovili, da sem ljudi sem prestrašiš, pa jim delaš kar češ. Že takrat v dnevniku Ane Frank je pisala, en dan so bila pravila taka, drugi dan so bila pravila taka, tretji dan ne smeš to, spet naslednji teden že smeš to, vendar unga ne smeš. In je ona napisala v dnevniku Ane Frank, da ljudje so bili zmedeni od poplave informacij in niso vedeli nič več in si niso nič več upali. Pa tle nas sistem čaka, da si vi ne upate nič, tudi prdnice ne upate. Dejstvo pa je, da vaša moč se začne tam, kjer si vi upate, kjer date all in, kjer rečete na vse ali nič. In v tem sistemu je celo tako, da vi boste zmeri zmagali, ker ta sistem je preglup, ker ta sistem nima moči. Dejstvo pa je, da če vas 50 narcisov drži pod kontrolo, pa alba drek, če hočete vi ta all in izkoristiti do popolnosti, potem morate vi zapustiti okolje narcisov. Jaz sem tlele, kjer ni žive duše. Pa mene ne more noben ob živce spraviti. Mislim, tale vrtnica ne, na breza zadaj tudi ne, Oljka tudi ne. Kako me bo ob živce spravila? Ona je pa tle lepo pihlja, dela in kaj. Kako me bo ob živce spravila? Sam spravim se na cesto, srečam narcisa, on bo tako naredil, da bom rekel, kaj si ti kuraca, se lahko peleš normalno ali boš tle polža špilov pred mano. Tok malo je treba, ne? In svet normalnih je čisto enostaven, dokler so pa narcisi, je pa katastrofa. Skratka, dajte se umakniti, dajte poiskati. Dajte lepo vas prosim poiskati svoj mer, pa razumeti, da problemi so tam, kjer so ljudje. Problemi se ne rodijo kar iz nič. V naravi se problemi ne naredijo. Pika. Probleme delajo ljudje, ki so narcisi.
ker rabijo vašo energijo, vašo pozornost. Oni želijo piti vam. Če drugačne vam pošiljajo 1000 in en, kličejo vas, ki jih pa vprašaš, kaj pa je, pa nič, no, saj sam tako sem hotel vprašati, kako si, ja, ampak vzame ti pa 20 minut. Jaz recimo, tudi tako za občutek sem rekel večkrat, ne mi pošiljati masovnih sporočil, video vsebin in tekstov, pa kar še pošiljajo, jaz ne vem. Pa jim rečeš, veš kaj, malo sem v gužvi, daj vam mičkam bolj na hitrico rešiti. Dup pa je 3/4 ure. Sam jaz hočem ljudem dobro, jaz ti hočem razumeti, jaz ti hočem pomagati. Ampak kaj se zgodi? Ljudje mene naučijo, kako v bistvu funkcionira ta cela scena. In v bistvu, odkar se grem na YouTube, ko vas nekaj učim, sem se jaz naučil milijon stvari več, ki vam jih bom mogel še nekako poprojecirati, ker zagovarjam ene stvari in se potrjujejo, da imam prav. Jaz mogoče bom začel snemati telefonske pogovore, ne vem, kaj tacga, se bom norca bril, da boste razumeli, v čem je spika. Sam moram nagruntati, kako ne izkrijem tega, ki se z mano pogovarja, da ne bo vedel, da ga snemam. Mislim, da ne bo slišati, kdo to je. All in, banda, all in, srajco dol, gate dol, dup v vodo. All in. Hočeš iti na drevo, dej, uloži celega sebe, bodi pri stvari, deli stvari, ki jih delaš rad. Jaz vem, da nekaj je treba morati. Sam ta morati je v življenju majhen procent. Moraš iti kakati, moraš se ustaviti pa iti lulat, moraš enkrat v dnevu se ustaviti pa nekaj pojesti. Moraš imeti vodo v bližini. Drugače pa morati je v bistvu tako. Niti treba drv pripraviti za zimo. Mislim, da bo zeblo pol, ne, zdaj. Če pa imaš občutek, je pa prav, da jih pripraviš, ampak morati, ni morati zdaj. Od 6 do 2 si boš drva pripravljal, Matej, sam sebi si jih moraš. Pa kje ste to videli? To je sam narcizem, pa sam sistem nas želi tako oropati časa, oropati fokusa, oropati dobre volje, oropati dobrih odnosov, oropati tišine. Kaj slišite? Nič. Poslušajte v svoji službi, kaj slišite okrog sebe. Pa poročila. Za kozlat. Jaz ne morem več, jaz sem audio inženir in poslušalec po poklicu dio bono. Jaz ne morem poslušati tega noiza več. In to je samo noise, šum, motnja, hrup. To ni zvok. To ni mir. Kaj tišina je tu sploh ne vedo, vsi ljudje hitijo. Dragi moji, dajte se imeti prečudovito. Koliko sem našraufal? 27 minut. Dost imate. Za prvo rundo, brez baterije, cool. Bomo spet denali ekipca. Še enkrat rad vas imam, ljubljeni ste od višjih sil, ljubljeni ste z moje strani, sam više sebe ne ljubite, narcis vas pa zažera in bi rad, da ga ljubite, če ga ne boste ljubili, pa bo pa, torej neko pogojevanje ljubezni, ja, bravo, super, torej, kada bi rekel ti vrtnica, če boš imela trne, ne, če boš imela trne, te bom pa ven skopal, a dajte ga sratno, ne, iz trnja, preko trnja do zvest, tudi vi boste šli preko neke vrste travme, spoznanja, da v travmi ste že in jo boste premagali, to travmo, strahu, žalosti ali jeze. All in, dajte vse od sebe, sicer pa, če ne boste dali zdaj, bo pa vas šok terapija prebudila, prihaja na prvi ter. Alarm, sirena, tam se pa gate zatresajo. Jaz se bom pa tam smejal, zato ker sem pripravljen na to in želim pripraviti tudi vas. Pripravite se sami, poglejte v sebe, kdo ste. Jaz sem pač kekec, jaz tak sem, back to the nature, nazaj k naravi. Všeč mi je, ker večji del ljudi, ki ste se prijavili, oziroma nekako zastopite doprinos
imate zanimive osnovne tehnične težave. Ne bom zdaj narobe bom rekel, da ste neizobraženi, to je narobe, ampak niste vi doktorji znanosti, v večini ne. Niste vi direktorji nečesa, v večini ne. V večini ste enostavni, simpel ljudje, ki ste ljudje. In ja, super, gasa, sam dalje, na pravi poti ste, poslušajte sebe, ker ste vi tisti, ki ste pomembni. Hočem reči, več izobrazbe je večja indoktrinacija in težje je človeku dopovedati, da je v zmoti. Manjša kot izobrazba, zdaj nočem reči, zdaj pa super, sem da si vrtec končal, pa 2 razreda, super, niti ne, no, ampak hočem reči, manj te indoktrinacije, pa širši pogled do narave ima, to pomeni, da ste v prednosti, no, saj sem že kdaj rekel, prvi bodo zadnji, zadnji bodo prvi in to piše v knjigi vseh knjig, v katero bi mogli vložiti več časa in energije. Nekateri ljudje so to dobro obdelali, jaz njih rad povzemam oziroma jih preberam, tako da Biblija je kar ta prava stvar, tako da dajte si, nič kaj dajte, ne jo metati pač tako ja, saj satanistična, ja je, ker je zavajanje, vendar vmes so segmenti, to pravi. No, zdaj se mi je slika odprla, pa bom še to prebral. Naučite se, kdo v resnici ste, vzemite si čas, da boste razumeli svojo dušo. Bolj, ko boste spustili preteklo programiranje, se pravi to indoktrinacijo, in v miselne vzorce, bolj boste poravnani s tem, kdo v resnici ste. Okay? Ne gre za to, da se morate vi zdaj nekaj novega naučiti, najbolj bistveno je, da tistega, kar ste se naučili, se morate odnaučiti in fukniti čez ramo, ker ne valja, ker je bila laž, iluzija, bedarija. Ne? Evo, in nič vas ne krivi bolj kot vaše misli. Nič vas ne omejuje bolj kot vaši strahovi in nič vas ne kontrolira bolj kot vas kontrolira vaša prepričanja. Evo, spustite stvari. Spusti. Bolj, ko se boste držali enih stvari, bolj boli. Spusti. Ja? Spusti, let it go. And let it flow and just be. Vse to pa razumem angleško, ne? Spusti in bodi. Bodi in živi. Živi v miru, z Bogom, kakorkoli si ga že predstavljaš. Pa naj ti povem, da Bog je tudi v tebi, mislim, ti si del Boga, mislim, Bog se skozi tebe izraža in izražajte se. On je humoren, on je zabaven, on želi, da se imate dobro in ne, da ste v mizeriji, je pa res, da morate pokazati, koliko ste tudi pogumni. Pogumni, da vložite all in. Uživajte, rad vas imam. Čau.